Mi imamo na Baliju še samo 3 dni, zdaj smo eni tradicionalni vasički, ampak kar vam hočem pokazati v tem videu, so najljubši placi v Ubudu in bližnji okolici. Evo, prva lokacija, tam ko imajo duriane. Še kar težko najti, ker v bistvu jih prodajajo samo na eni cesti. Sicer ful smrdi, tako da potem duriane jaz ne smem rigati, zato ko kadarkoli rignem, katkrat reče, o, tu nekje pa duriane prodajajo. Prav gotovo ena bolj priljubljenih lokacij v Ubudu je v bistvu najina soseska, ki se reče Bangkang Sidem. In kaj mi je pri tej soseski najbolj všeč, vam bom zdajle pokazal. Evo tole. Tale riževa polje, to je najino dvorišče. Vsak dan se pripeljeva in vidiva tule in katko zvečer peljem sem na ogled Kresničk. A ja, pa še to, tule vzadi mene je Karsa spa, kamor smo se šli 2krat masirati. Noro dober, dost ugodno, pa zelo boleče. Ej, pazi zdajle tale plac. Verjetno najboljši v Ubudu, pa ful lahko dostopen, samo marsikdo sploh ne ve za njega. Tole je tudi potka, ki vodi v mesto, tako da imate lahko lep sprehod od najlepših riževih teras pa pol čisto centra. Kar mi da ponovadi naredimo je v bistvu to, da si prinesemo 2 pivi, se pokneva tule na tla, gledamo tele palme in people watching. Še vedno najboljša zabava na potovanjih. No, ampak lahko pa prijedete kar zgodaj pred točnim shodom, pa ni čist nobenega. Ej, je pa fajn tudi na lokalnih tržnicah, če imaš rad vse, kar tle prodajajo. Od oblačil do sadja. Sicer je mečken dražje, tako da se splača zavleči kako res lokalno na rob mesta. Ampak recimo zadnjič smo tule kupili srebrn prstan, ki ni bil seveda srebrn. Pa zlat zdaj, kar je pa tudi v redu. Ja. Center Ubuda, poln restauracij, trgovin, spominkov, pač v glavnem dobiš vse od najhujših viking do tradicionalnih sarijev. 5 dneva se ful zapila promet, tako da je fajn iti peške. Ampak na tiste lene dni je pa fajn priti z motorjem. Motorčki so tu ful poceni, 50.000 rupij na dan, kar je recimo dobre 3 evre, blaga dobiš tudi mečken cenej. In z njim je v bistvu vse dostopno, ker motori imajo čisto posod prednost pred avti. Razen če kak ful velik avto, pa ti ful trobi, pa te grdo gleda, pa se pač umakneš. Zdajle smo v eni izmed stranskih uličk in gremo v najljubšo restauracijo, Runzvaru. A zakaj nama je tukaj toliko všeč? V bistvu zato, ker je ful lokalna gostilnica, ful imajo znosne cene, pa tetka res kuha vrhunsko. Tole je najboljši sok na svetu, tudi barve je take. Iz dragon fruta in sour soda. Kar je pa najboljš pri tem Ubudu je pa to, da kljub temu, da si v mestu, pa da tam divjajo avtomobili, še vedno lahko najdeš kak ful, tih in prijeten kraj, da se malo sedeš, pa se malo spržiš na soncu. Semle prijema pa skoraj vsako jutro. Reče se meni in Ubud in imajo najboljšo kavo tule. Ampak za razliko od tega, da bi sedela tam v centru, kjer vse hupa in trobi, se mi takole odmaknemo mečken ven in pijeva kavico z grazgledom na riževo polje. Ja, z grazgledom. Tole sem čekala cel dan. Dragon fruit affogato. Poglejte to barvo. Plus en shot manualno stisnenega espressa, poliješ noter in pol poješ. Zdaj, ko smo se vozili sem, sem rekel, da če bi lahko zbral kjerokoli jed na tem svetu, bi zbral točno tole, kar bomo zdaj jedla. Nasi čampur, noro dober, to je toliko dober, pa stane malo več kot 1 evro. Pepper spicy.